V preddverju knjižnice Medvode je v torek zaživela razstava Med resničnostjo in iluzijo, ki obiskovalce popelje na mejo med videnim in zamišljenim. Vsaka fotografija na razstavi je hkrati dokaz resničnega trenutka in povabilo v svet domišljije. Avtorji so v 5 fotografijah razgrnili svoje poglede na preplet svetlobe in občutkov. Razstava, ki jo pripravlja fotosekcija Kud Fofite, bo na ogled do konca novembra. Razstava z naslovom Med resničnostjo in iluzijo je v torek zaživela v preddverju knjižnice Medvode. Fotografija je vedno dvojna priča resničnemu trenutku in hkrati povabilo k iluziji. V razstavi Med resničnostjo in iluzijo se podobe razpirajo kot prehodi med videnim in zamišljenim, med otipljivim in nedosegljivim. Vsaka fotografija je sled realnosti, ki jo svetloba ujame na papir, obenem pa je odsev domišljije, ki v gledalcu odpira nove svetove, so povedali ob odprtju. Lotili smo se tako, da vsak je izbral svojo temo nekako, oziroma tudi svoj način fotografiranja. Tako da tukaj si lahko gledate fotografije 4 avtorjev, vsak ima svoj stil, to se mislim, da kar vidi iz razstave v razstavo, tako da se lahko vidi, kdo je avtor kakšnih fotografij, tako da vsak je imel proste roke, no, in se je odločil pač, kar mu je najbližje. Razstava nas vabi, da za trenutek postanemo popotniki med dvema svetovoma, med gotovostjo očesa in neskončnimi možnostmi pogleda. Tokrat so svoja dela razstavili Ada Trkulja, Belmin Hodžić, Mojca Kmetič, prvič pa je svoje fotografije na ogled postavila Ana Bergant. Vsak izmed avtorjev je na ogled postavil 5 fotografij. V bistvu meni je bila prva misel med resničnostjo in iluzijo nekaj, kar mora biti še vedno resnično. Sploh iluzija sama po sebi načeloma ne obstaja, vse, kar mi jemljemo kot iluzija, še vedno izhaja iz nečesa, kar smo mi doživeli, kar si videl, kar si slišal, kar si spoznal, kakorkoli, pa ti nekdo drug povedal za to. Tako da v bistvu je vse resničnost in zato sem namesto, da bi nek nov koncept probal ustvariti iz tega pogledu svoj arhiv, pa iskal neke fotografije, ki so iz popolnoma resničnih krajev, ampak izgledajo, kot da so mogoče bolj daleč, kakor so, ali pa starejši, kakor so, ali pa niso nujno več ta prostor, ki so včasih bili. Ko takole starejše fotografije pogledaš z distanco, vedno vidiš nekaj novega, je ta domišljija, ki si jo prej omenjal, še vedno prisotna? Da, konstantno. Se pravi, čisto vsakič, ko pogledam nazaj svojo zbirko. Mislim, deloma me tudi sam primer, da je malo bolj posortiran, ker sem dosti neorganiziran. In pol vsakič, ko začneš nekako kategorizirati stvari, vidiš neke povezave, ki jih mogoče prej nisi. V bistvu sem izbrala tokrat fotografije iz delavnice Janeza Pelka, ker se mi zdi, da so primerne za to temo. Se pravi, nekakšni triki, igranje svetlobo, tu. Janez Pelko je tudi danes tukaj, zato treba mogoče kaj večja, ker si ogledal razstavo. Seveda, ampak on je te fotografije že videl. Jaz sem nekako tudi pričakoval, ker te 4 fotografije že malo poznam, in so bile moje pričakovanja visoka in moram reči, da so jih še presegali. Všeč mi je, da ima vsak svoj stil, da se ne ozira na neke trende, pa da ima neko konsistenco, se pravi, delajo fotografske serije, ne posamičnih fotografij, da imajo koncept, da vejo, kaj hočejo in to so zelo dobro naredili, tako da sem navdušen. Pelko se s fotografijo ukvarja že celo življenje, je tudi mentor in z veseljem si ogleda tovrstne razstave. Se pa ob hitrem tehnološkem razvoju postavlja vprašanje, če se fotografija kot veja umetnosti boji umetne inteligence, ki hitro poustvari vse, za kar človek potrebuje kar nekaj časa. Jaz bi tukaj skoraj citiral Nika Cavea, ki je rekel, da lahko umetna inteligenca napiše še toliko dober komad, pa še to krasno besedilo, vse to je precej brez duše. In umetniška dela, ki jih je ustvaril človek iz nekih svojih vzgibov, iz svojih bolečin ali pa kakršnihkoli drugih doživljajev ali pa čustev, to tudi izžarevajo, dočim umetna inteligenca nikoli tega ne bo imela. Razstavo si lahko ogledate do konca novembra v knjižnici Medvode.